Okay, zdaj torej razumemo vsa ta orožja, zdaj pa kak je to lok, sunica, ne čak, moramo iti po vrsti. Ja, ampak kak je zdaj to reprezentirano v igri? To je zdaj, kaj mene zanima. Kakšne številke ste potem to dobili ven? Kako ste to razmišljali? Se pravi, lok je potem strength. Potem tisto. Ja, v bistvu. Mislim, čisto, če realistično gledamo, pač zgodovinski warball, se pravi, dejansko lahko ga fentaš, ko ima obleko na sebi, je bil ponavadi kilaže 60 kil pa nagor potezna moč. To pomeni, tole 60 kg. Ja, več moderni loki, če danes gledaš recimo Kudo, ne, streljajo z 5 kg do 7 kg loki, ker je čist premalo. To je pač zrato umetno šport nekaj iz tega, ne. Recimo zgodovinsko se je pa pač 60 kg pa nagor te stvari uporabljali. In to smo pač v igri hoteli tudi pokazati. Recimo lukostrelci pač imajo loki ti v bistvu ful višje skalajo, kakšen imaš damage potential, recimo, kakor pač recimo meč. Zakaj so lukostrelci vedno reprezentirani kot neki šloh- elfi, šloh taki vilinci, zelo Pač slik. Po mojem imaš ful teorij. Ena teorija je pač preprosto, da so kot rasa designani graceful in pač jih hočeš skozi videti graceful, tudi ženske recimo doskrat vidiš z loki. Ja, exactly. In pač ponavadi je po moji ideja, da grace ne moreš enačiti s tem, da je nekdo ukrvavljen in pač razbit. In pač je veliko bolj, kako bi rekel, blizu nam je pač predstavljen česa graceful, če pač ni od blata pa od krvi v stran pa porezan pa ne vem kaj vse, ampak pač oddelec strela stvari. To je po moje tiska, imaš pač feeling, da ka nekdo takole Legolas pač drži lok, je pač ful lep, ka v bistvu Je on... potem še mu lasi lepo, Pa pol ure z napetim lokom. V filmu bojo obrnili To je bil loke, moj prvi crush. da lahko vidijo njihov obraz. Ja, take stvari. Pač rabiš precision na mest strengtha, kar pač načeloma ni čist res. Mislim, oboje rabiš, obviously. Malo bolj kompleksne, kot pri Ja. realnosti.